Spoštovani profesor dr. Zvezdan Pirtošek, zelo smo vas veseli. Bolj za hec, kot zares vas sprašujem, možgani imajo v prvem delu besede moža. Ali so enaki možgani in žengani? Micene razlike so, med ostalimi tudi to, da žengani so približno 1300 mg, možgani so 1400, vendar glede na konstitucijo telesa to ni nobene kakega pomena. Pa res je to, kar se zrcali v mnogih šalah, da imajo žengani nekoliko slabši razvit občutek za recimo parkiranje, ne rečemo za vidno prostorsko, nevrologi bomo rekli vidno prostorsko sposobnost, medtem ko možgani nekoliko slabše razvite lingvistične govorne sposobnosti. A ste slišali? Najlepša hvala. Pa če smem dodati, so naši ženski možgani malo manj težki zato, ker smo dame pogosto na dieti. Zdaj pa torej sledi navdihujoče predavanje. Res se vas veselim. Po vašem predavanju pa bo Gregor Trebušak gotovo imel še kakšno vprašanje za vas. Pa še en glasen aplavz za gospoda z izjemnimi možgani, profesorja dr. Zvezdana Pirtoška. Najprej lepa hvala, da sem lahko danes z vami. Začel bom s to fascinacijo umetne inteligence, ki moram reči, da tudi sam se podpišem, a ne po to, da je to neka fascinantna doba, tudi za človeka, ki se ukvarja z možgani, tudi za nevrologa. Mi danes vemo, da je digitalni svet, da je umetna inteligenca veliko hitrejša kot pa možgane, naredi 10 na 15 operacij na sekundo, medtem ko naši možgani so silno počasni, približno 120 metrov na sekundo. Mi vemo, da digitalni svet seveda dela 24 ur na dan in 7 dni v tednu in ne spi. Vemo, da nima čustev, medtem ko mi moramo nažalost tudi spati in pravzaprav spimo kar 1/3 našega življenja. Če se bo kdo od vas odločil, da bo živel 75 let, potem bo 25 let od tega prespal. Rekel sem, AI je brez čustev in mi smo dostikrat pretirano čustveni in pretirano pristranski. Digitalni svet je skoraj da brez napak in mi smo tako pogosto pozabljivi, raztreseni in utrudljivi. Pa vendarle nam ta digitalna doba daje tudi neko preobilje informacij, ki ga morda zlasti ljudje, ki sedijo tukaj, pa tudi zdravniki še kako zelo čutimo. In danes že imamo prve raziskave, ki kažejo, da to preobilje informacij, ki nas preplavlja, že spreminja naše možgane. Vem, da je tukaj noter tudi nekaj psihologov, študentov, zato mi dovolite, da vendarle uporabim tudi izraze, ampak mi vemo, da kronična digitalna preobremenitev tanjša sivo možganovino, predvsem dveh predelov, ki sta tukaj spredaj in ki sta povezana z mojo sposobnostjo pozornosti, samorefleksije in empatije. Njihovo ime je anteriorni cingulátny korteks in pa prefrontalni korteks za psihologe tukaj noter. Vemo še nekaj drugega, da me čas, v katerem sem, sili v večjo pravilnost, ob tem, da moram reči, da je večjo pravilnost iluzija. Ne morem pravzaprav 4 stvari početi naenkrat, imajo pa moji možgani nekje do 4. desetletja sposobnost, da hitro preklapljajo iz A na B, iz B na C, iz C na A in tako naprej. To se v starosti nekoliko upočasni. In če sem prisiljen v večjo pravilnost, potem zelo vklopim ene srednje dele možganov, ki se imenujejo bazalni gangliji in ki moje življenje uredijo, da gori na avtomatizmih in na hitrosti, ker je površnost pravzaprav vrlina.
Predvsem zaradi tega, ker pa jaz zdaj razpršim to svojo pozornost, kar je dobro recimo za določene stvari, pa izgubljam eno čudovito človeško sposobnost, ki smo si jo pridobili približno v 4 milijonih let naše evolucije, in to je empatijo. Če jaz želim biti iskreno empatičen, potem se vam resnično moram zazreti v oči, moram vas poslušati, moram postati vaš del. Preko bazalnih ganglijev tega ne morem. No in drugo, kar mi ta doba hiperdigitalizacije naredi, je, da mi vpliva na en drugi del, to je pa tisti del, ki je kot repek tamle dol, imenuje se hipokampus. Namreč meni ni treba več, tako kot sem še jaz, recimo, ko sem bil mlad zdravnik, jaz sem poznal približno, 40 ali 50 telefonskih številk mojih kolegov in prijateljev, danes včasih ne poznam svojega, kajti zanašam se na zunanji spomin, moj hipokampus danes ni več tukaj za ušesi, ampak je tukaj noter. To obenem tudi pomeni, da imam jaz manj spomina, tudi tistega spomina, ki je zelo pomemben za neko bogastvo mojega razmišljanja in pravzaprav jaz funkcioniram manj zavestno in z več notranje praznine. Vidite, če sem začel z svojo fascinacijo umetne inteligence, sem vendarle zdaj kot neurolog pomaknil pa na čudež možganov in na nemoč umetne inteligence. Umetna inteligenca nima biološke strukture, možgani imajo 86 milijard nevronov, vsak od teh nevronov ima do 10.000 možnih povezav, osupljivo. Moji možgani zdajle in vaši možgani zdajle porabljajo za eno malo žarnico energije 20 vatov. Tisti računalnik bo potreboval megavate. Moji možgani ves čas živijo za nekaj milisekund v bodočnosti. Jaz napovedujem, kaj se bo čez nekaj milisekund zgodilo. Jaz ne živim v sedanjosti ali v preteklosti. Moji možgani živijo v prihodnosti, so napovedovalni in ustvarjajo smisel, ne resnico, ampak smisel. Medtem ko seveda umetna inteligenca je brez tega konteksta. Moji možgani imajo zrcalne nevrone. Če se, kot sem rekel, zazrem v vas, če vas poslušam, če si vzamem čas, da vas doživim kot sočloveka, potem se bo v meni zbudilo čustvo in empatija. Nikoli se to ne bo zgodilo pri umetni inteligenci. In jaz imam telo, imam roke, imam noge, imam črevesje, imam srce, imam pljuča in vse to, vse moje telo se močno projicira v en del možganov, imenujemo ga inzula, in moje zavedanje sebe in sveta ni samo v možganih, je pravzaprav povezava med možgani in med telesom. Umetna inteligenca telesa nima. Že če pogledamo recimo učenje, kako se učimo, ti moji možgani z energijo ene žarnice, 20 vatov, se lahko mnogokrat v življenju naučijo iz enega samega primera, ki si ga zapomnim za celo življenje. Umetna inteligenca potrebuje milijone in milijone primerov, da naredi algoritem. Res ga pa naredi hitro. Možgani moji, kot sem vam prej povedal, nikoli ne iščejo resnice. Mi iščemo smisel. Naši možgani delujejo na ta način, da pravzaprav skušajo dati neko hipotezo, kaj se dogaja, kaj je zdajle, in potem z resničnimi dražljaji, ki prihajajo v moje oči, v moje ušesa, v moje telo, jaz potrjujem, ali je to res ali ni. Se pravi, moji možgani ne iščejo resnice, moji možgani iščejo smisel in pomen, medtem ko umetna inteligenca zgolj ponavljanje in algoritem. Vidite, in tu je ta temeljna razlika, da jaz razumem
tudi če sem tiho, tudi če nič ne delam, jaz razumem ta svet, medtem ko umetna inteligenca ga bo računala. Torej, zakaj umetna inteligenca še ali pa nikoli ne more nadomestiti človeka? Vidite, umetna inteligenca nima nekega, vsi imamo v svoji glavi nekega pripovedovalca, samega sebe si predstavljamo. To je ta naš jaz, ki ga digitalni svet nima in digitalni svet ne ve, da obstaja. Digitalni svet nima čustev in ker nima čustev, tudi nima vrednot. Digitalni svet recimo ne razume humorja. Zakaj? Ker ne pozna tistega finega konteksta, ki ga ne pove noben algoritem. In digitalni svet nima vesti. Zaradi tega, če bomo želeli, da v našem svetu vlada tudi odgovornost, potem bo vedno človek tisti, pravzaprav, ki bo odgovoren, kajti človek ima čustva, človek razume humor in človek ima vest. Poleg tega, če govorimo kdaj o etiki, seveda, etika je v veliki meri stvar družbe, politike, socialnega dogovora, ampak etika ima biologijo v naših možganih. Mi vemo, da imamo en del tule za očmi, ki presoja. Mi vemo, da imamo en del približno tukajle, anteriorni cingulat, ki mi ustvari občutek krivde. In mi vemo, da imam en globoko zakrit del možganske skorje, poimenovan inzula, kamor se projicira moje črevesje, moje telo, moje srce, moje notranje in mi ustvarja zavest in mi ustvarja empatijo. Vidite, etika nikoli ni in ne bo algoritem, ampak je to občutek v našem telesu in v možganih in to je tudi nekaj, kar umetna inteligenca nikoli ne bo imela. In potem ustvarjalnost. Prijemite mi, umetna inteligenca lahko ustvari nekaj takega, ampak če mi vemo, da je to Picasso naredil takrat, ko so bombardirali njegovo mesto Guernico, potem mi vidimo tale krik teh bikov, ljudi, ki umirajo na popolnoma drugačen način in geneza tega je drugačna. Umetnost dostikrat izhaja iz bolečine, inovacija izhaja iz domišljije, smisel izhaja iz pomena. Vidite, zato sem napisal, da človek ustvarja iz bolečine in radosti, umetna inteligenca, digitalni svet ustvarja iz statistike. Ko umetna inteligenca napiše pesem, ne razume tišine med besedami. In vidite, potem se lahko vprašamo, kaj pa lahko damo, recimo, ne vem, našim otrokom ali pa naslednji generaciji, ali res lahko damo slepo zaupanje v umetno inteligenco. Moj odgovor, intuitiven kot človeka, pa tudi kot nevrologa, ki ima iluzijo, da pozna delovanje možganov, je ne. Edino ena rešitev je to in to, kar so zapisali v enega prvih templjev v Delfih, še vedno je ohranjena tista plošča, kjer piše gnoti sauton, kar pomeni spoznaj samega sebe, spoznaj svoje možgane, spoznaj svoje telo, ne? Kajti prihodnost ne bo človeška zato, ker bomo pametnejši, ampak zato, ker bomo bolj modri. Ne zato, ker bomo hitri, ampak ker bomo čuteči. In naj ta digitalni svet ne bo naš gospodar, lahko pa je naš dobronameren partner. Kajti pravo vprašanje ni, kaj zmore stroj, ampak kaj zmore človek, ki se zaveda samega sebe. Jaz vam lepo zahvaljujem za